Jaz sem hotel vprašati, jaz imam za 2 litra koprivnih semen. Sem presušila in potem izločila in koprivna semena. Ne rabim jih še mleti ali pa kako. Ne, kje pa. Ampak, glede na to, da vsaka semena vsebujejo fitinske pa druge zadeve, s katerimi se varujejo, da ne skalijo, ona so taka žagasta in če jih boste samo pojedla, bojo verjetno šla skozi vas. Tudi ona je dobro, da se odprejo. Tako da moja mama sem fekta za koprivova semena, veste. Sanja, imaš ima koprivovih semen? Vsakič moram nositi koprivova semena, ona pa ima tako ritual, vsako jutro da žličko tega v jogurt in to je večerja. Čez dan pa se namakajo semena in res lepo tako nabubrijo, niso več ostra, zdaj jih daje tudi s cimetom in medom skupaj, ker tudi med odpira in fermentira. Včasih so jih moški dajali v vino in je veljalo za najboljši afrodizijak v naših koncih. Probajte, rabimo detce. Ne bojo mogli digitalno sekati drva, ne? Tako da ja jih dam recimo, delam proteinski kruh. Ko nastavim kruh z drožmi, čez noč, že takoj v štartu dam koprivova semena noter, potem lepo čez noč se predelajo, pa tudi kruh je dlje časa lepo vlažen, ker beljakovinski, to je kruh z mesom že, ker koprive so... Se še kopriva posušila. Sem hotla še. Ja? Stvar to pravi, da imate dovolj. Ja. No. Ja, tudi ko začneš nabirati koprivova semena, ugotoviš, da botanične knjige pojma nimajo, ker ja mislim, da obstaja vsaj 10 vrst kopriv, če gledaš po semenih. Mi najraje nabiramo škrlatno oziroma črno koprivo, tisto, ki ima škrlatna stebelca in črna semena, ta je recimo v Visokogorju, super. Ja, gledajte, to je odvisno, če nekdo pokosi v juniju, potem bo šele avgusta, če ni bila pokošena, potem je julija. Opazovati je treba. Ja, opazovati je treba. Ja, gledajte, to, ampak ja vidim potem, jaz sem je na Poreznu in to je tako mesto, da ga ne moreš zgrešiti, to je en takav ogromen terasa teh kopriv in je že moj dragi rekel, veš, kaj ti preveč razlagaš o teh semenih, zdaj jih ne bo gor. Stavim, da ne bo, ker povedala si tudi, da mi to na Poreznu nabiramo. In tako gremo mi. Par vršičkov je manjkalo, ampak nihče jih pogledal, pa vsak dan gre 100 ljudi ob njih. Sem rekla, očitno še ne razlagam preveč, ker niso jih pobrali. No, hočem povedati, za koprive se nam ni zabat, dajmo. Ja jih pustim na vrtu. Zato, da vem, kje so zrasle, da vem, s čem so pognojene. Tudi zdaj po zimi, mislim, moj vedno sprašuje, zakaj se ti je kopriva zasejala v rastlinjaku, zato ker sem rekla, da je to, zdaj je to deluxe jesenska hrana, da boš slano preživela, pa da jo bomo vlekli še nekaj časa. Tako da, probajte res, pravim, mi to imamo, drugi tega nimajo, bodimo hvaležni, da imamo. To je res prednost Slovenije. Tudi če živiš v prestolnici, mislim, meni tako smešno prestolnica, veš, ko si živel v mestu z 20 milijonov ljudi, pa ti rečejo, da je Ljubljana prestolnica, ampak prestolnica je tudi taka, da se usedeš na kolo, pa si 2 minuti stran, pa si v naravi. Tako da pri nas nihče, ki je v stiku z naravo, naj ne bi ostal lačen. Če se čez svoj stik s naravo vzgojijo. Kaj je še pomembno glede pripravkov? Kot rečeno, dajte razširiti repertoar vseh svojih fermentov. Jaz sem tle prinesla, bom za kosilo donirala. To je rumena koleraba fermentirana. Meni je to najlepši ferment, mislim, boljši mi je od zelja pod repe. In ta je 2 leti stara. Torej, ko po enem letu zaključi stvar zgodbo, pa je treba prazniti sode, mi v sodih fermentiramo, potem pa prestavimo in hranimo naprej na hladnem, ampak boste jo probali, če ste dobro fermentirali, fermente lahko hranite 3 leta. Sicer morate vse narediti prav. Ne, ni slanica, to je fermentacija, 2%, nobenega kisa tle ni. Fermentacija ali kis, to se morate odločiti. Ampak če zdaj mi hočemo iz tega dobiti vsa hranila, mi s kisom ustavimo fermentacijo. Sicer nekaj mečkega se prešverca, ampak če vi hočete dobiti teh 2000 mikroorganizmov, ki vam jih manjka v črevesni flori, potem je dobro delati čiste fermentacije.
A ste kdaj poskusila, jaz sem letos prvič česen v vodo. 5 dni sem ga vsak dan sprala, pa po 5 dneh vložila v vodo. Ste kdaj probali? Mi smo fermentirali česen, to se nam tudi zdi bolj pametno. Ne, nisem delala v vodi. Ne, 2% slanica, fermentiran česen. Ja, to je v vodi, sicer mislim, da sem tudi dala. To je ena opcija, drugače mi delamo najraje pesto. Ker če hočemo, odvisno je, kaj hočete ohranjati. Če želite ohranjati eterična olja, potem za zelišča, ki so aromatična, pa za česen, pa za te zadeve je bolj primerna fermentacija v soli pa v olju, to so pesta. In tudi tle pesta so še bolj občutljiva kot fermentacije, res morate vedeti kaj, ampak evo, 21. juni 21. Nisem menjala nalepke, verjemte, da je prava. In bom dala okrog, pa boste videli, kako mora pesto izgledati po enem letu. Torej, to, kar vidite gor, da nekaj plava, to so koščki, ker olivno olje, ko ga držiš na hladnem, se malo zakosniči. Ampak povohajte ga, diši po peteršilju, kot je pred 15 meseci. No, gledajte, ni nič narobe, da poskušamo, dok imamo fore, dok imamo rezerve in dok nas ne boli, če iz vsega tega na koncu pojemo samo izkušnjo. Ni nič hudega, če potem boste vedeli, kaj ste naredili. Jaz sem se največ na napakah naučila. Ampak moj občutek je, da prihajajo časi, ko bo vsaka napaka vse dražja, ker kaj pa, če ne boš mogel, a ne, še enkrat ponoviti vajo, zato je... Vprašaj. Jaz tudi delam ta pesta, ampak nisem nekako to mislila, to, kar si ti zdaj omenila, da ko daš, ne znam, tako malo zeliščne soli pa olje, ne, to ponavadi daš še zbleta semena, ti praviš, da ko to skupaj zmešaš, da to pa tudi malo fermentira se skupaj. Ja, nekatera pesta fermentirajo. To vidiš potem, da ti malo vrže van olja. Recimo česen fermentira. Ne, jaz sem zmeri mislila, da če zaliješ z oljem, pa če olivnima, ne, in ker pest premešam. Jaz sem opazila čisto v praksi, da drobnjak, česnovi vršički in česen mi sfermentirata. Vidim to potem, da mi olje bruhne ven, zato jih moram dati na krožnik, dok se ne umiri, potem je v redu. In tudi pri teh se edino spremeni okus. Mislim, okus je super, ampak je takav mal omehčano fermentiran. Ja, peteršilj ne bo fermentiral, bazilika ne bo, krebulica ne bo, rukola ne bo, mislim, to... Če imaš tudi ne. Ja, zdaj gledajte, pri pestih, dobro, to boste brali v novi knjigi, ne morem danes čisto vsega razložiti, ampak je tečaj, video tečaj za pesta je, tisti, ki ste v društvu, ste ga gledali, ker je res pri pestih, mislim, če ga delate za 7 dni, ni panike, ampak če ga hočete delati za 1 leto, potem pa resnično morate vse narediti prav. To pomeni, da noter ne sme ostati en mehurček, da ne smete oprati zelišče predno delate, da mora biti tekstura takšna, da jo je možno nabiti, torej da je kremasta, ne pa tekoča, da vam ne sme splavati nad olje nič, da morate znati narediti tudi zamašek iz trde maščobe, če je treba, tako da to je obrt. To je ena od težjih zadev, mislim, vse je izvedljivo, ampak je veliko lažje skuhati marmelado, kot narediti dober pesto, ampak pesto je 100-krat bolj vreden. Ker verjemite mi, v tej eni žlici pesta, ja, gled, po zimi lahko ja pojem en krompir, pa dam to čez in je več rudnin, antioksidantov in vitaminov v tej žlici, kot je v krompirju. Tako da pesta so izjemno dragocena, ker so zazipana, ja rečem, to je koncentracija vsega, kar bi telo potrebovalo in ne morete nikakor drugače ohraniti ta občutljiva zelišča. Peteršilj ne moreš sušiti, baziliko ne moreš sušiti, krebuljca ne pride v poštev. Tako da pesta so res odličen kanal.